V Ljubljani pa so potapljači med Špico in Zmajskim mostom že tradicionalno čistili dno Ljubljanice. Izplen letošnje akcije je bil precejšen. Na dnu reke so našli več koles, pa gostilniške stole, celo pisalni stroj. Čeprav je smeti še vedno veliko, organizatorji opažajo, da je dno reke iz leta v leto bolj čisto. Več pa Petra Črtanc-Mavsar. 25. leto zapored je več kot 50 potapljačev čistilo dno Ljubljanice. Smeti, ki so jih danes potegnili na kopno, je bilo presenetljivo celo več kot lani, vendar le zaradi večjega odziva in dobrih pogojev za potapljanje, pravi organizatorji. Približno smo zračunali, da je to 2 tone smeti, ki pač zdaj potuje na odpad. Ja, se je kar nekaj stvari najdeno. Standardna kolesa, par motorjev, športni rekviziti, par količkov, par stolov iz lokalov. Kontejnerji, koši za smeti in vsa ostale, pač, ki res ne spada v to. Ampak to še vedno ni toliko ekološko problematično. Problem je razni akumulatorji, razne kemije, razne trupe, ki spuščajo. To je problem, ki konec konca mi ne moramo videti tega. Čiščenje potapljačem otežuje tudi slaba vidljivost. Ko nekaj dvigneš, za sabo dvigneš tudi mulj in vidljivost je tam do pol metra in meter. Smeti se kar vidijo, enostavno jih je toliko, da jih vidiš, ni noben problem. Je pa bolj problem, ker je ogromno velikih smeti, ki so že not leta in leta. A kljub temu je rezultat vsakoletnih akcij opazen. Je bolj spucan, saj ta zgoren del, ni več to koles, kot je bilo včasih. Ta male stvari pa itak voda odnese, piksne pa tak. Ljubljanica je ena čudovita reka in ljudje počasi vidijo, da je zmerom bolj bistra. Mogoče se bomo pa kdaj res lahko kopali spet v Ljubljanici. Ker je zadnja leta smeti vse manj, nekaj zaradi same akcije pravi, nekaj pa tudi zaradi večje ozaveščenosti ljudi, da reka le ni smetišče.